Lep pozdrav vsem skupaj. Odkoderkoli nas že spremljate in kadarkoli nas spremljate. V normalnih okoliščinah bi vas tukaj v Cankarjevem domu, v tem prijetnem ambientu pozdravil v živo, ampak živimo v abnormalnih časih in tudi letošnji tekmovalni program glasbenih videospotov se podobno kot večina programa Ljubljanskega filmskega festivala seli na splet. Danes bomo šestič v zgodovini LIFA izbirali najboljši mednarodni videospot leta. Predstavili bomo 12 glasbenih videospotov. Izbor, ki je vedno subjektiven, ampak po drugi strani tudi uteleša trende zadnjega leta, zadnjega obdobja in obenem tudi poskuša ponazoriti vso raznolikost na svetovni videosceni, tako kulturno, estetsko, žanrsko in tako naprej. Gledalci boste kot ponavadi letos s svojimi glasovi izbrali zmagovalni videospot. Letos boste to storili preko spletnega obrazca, naslov se bo izpisal na zaslonu. Vsi, ki boste glasovali, pa boste tudi udeleženi v žrebu za 3 glasbene nagrade. Letos je to v obliki 3 vinilnih plošč izvajalcev iz našega tekmovalnega programa. Kot vsako leto imamo ob sebi tudi gosta. Nazadnje, ko smo se srečali, takrat še v kinu Šiška, sem imel ob sebi režiserja in strokovnjaka za glasbeni video Matevža Jermana, ki mi je s svojimi komentarji pomagal obogatiti to projekcijo. Letos pa je naš pristop nekoliko drugačen, namreč začeli smo sodelovanje z festivalom Tresk, ki prireja svoj natečaj za najboljši slovenski videospot leta in z njimi imamo od letos naprej dogovor, da bo pri nas vsakič gostoval režiser tega zmagovitega videospota. No in letos je na tem natečaju zmagal videospot Remains Confessions to the Ghosts, glasbenega izvajalca Nika Novaka. Z mano pa je sorežiser tega videa, ki pa je po nekem naključju en in isti Matevž Jerman. Pozdravljen, Matevž. Besedo ti bom seveda predal potem vmes med gledanjem videospotov in te bom povabil, da boš s svojimi komentarji spet pospremil te glasbene presežke. Pogledala si bova vseh 12 videospotov v 2 blokih po 6 videov, torej najprej sledi prvih 6 videospotov, potem vmes si bova vzela nekaj pauze, da si bova ogledala tvoj videospot in boš na kratko spregovoril o njem. Na koncu pa še drugih 6 videov, tako da bomo imeli tudi neko primerjavo konec koncev med domačo in mednarodno videosceno. Kako se počutiš v drugačni vlogi letos tukaj kot moj gost? Je sploh kakšna razlika komentirati video kot režiser ali pa kot spremljevalec te scene? Mislim, da bom mogel drugo leto odstopiti od Tresk tekmovanja, tako da prepustim mesto še komu drugemu. Najprej hvala še enkrat za vabilo. Mislim, da je precej podobna pozicija, zdaj, če sem v vlogi režiserja oziroma strokovnega komentatorja kot lani. Tako da ne bom prav zelo subjektivno podati nekaj svoje mnenja, mogoče filmsko-kritiški pogled danes pripuščam tebi. Nekaj pa se je spremenilo, ne? Ko si ti snemal ta videospot oziroma ta film, mu lahko rečeva, je bilo še pred korona krizo, ne? Posnel si ga v povsem drugačnih okoliščinah. Kako se je glasbena videoscena, tako na kratko rečeno, spremenila od takrat, ko si ti snemal ta videospot do zdaj, ko ga nekako pošiljaš v distribucijo? Mislim, ta kriza je pustila posledice predvsem v smislu te neke negotovosti, da se težje organizirajo produkcije, recimo, da se tudi glasbeni albumi in njihovi izidi se zamikajo. Jaz lahko povem na konkretnem primeru svoje prakse, da smo recimo imeli planirane, ne vem, 3 spote v začetku letošnje jeseni, ampak zaradi dogajanja in zaradi te karantene recimo ne vemo sploh, kdaj se bomo nakolotili zares snemanje in produkcija, tako da je zelo negotovo vse skupaj. Ker gre mogoče bolj na roko nekim manjšim neodvisnim produkcijam, se pravi manjše skupine, ko se lažje verjetno zorganizirajo. Pozna se predvsem v tem smislu te negotovosti in tega nekega zamika v neko nedorečeno prihodnost.
Dobro, o tem, kako se je to odrazilo na estetskem nivoju, bova seveda spregovorila še kasneje. In da ne bi preveč govoril, bova kar začela s selekcijo. Samo še en opomnik. Iz takšnih in drugačnih razlogov se lanski dogodek na Lifu ni odvil, zaradi tega je letošnje leto izjemno tudi še zaradi enega drugega elementa, namreč selekcija ne obsega samo videospotov iz zadnjega leta, temveč iz zadnjih 24 mesecev, tako da imamo neko daljše obdobje, neka bolj stisnjena selekcija je, mogoče tudi zaradi tega ni tako reprezentativna, ampak vsekakor sem se potrudil, da bi čim bolj nekako utelešala te trende, ki se odvijajo v zadnjem času na mednarodni video sceni. Tako da dajmo se kar preseliti v pomlad leta 2018, ko je španska glasbenica Rosalía izdala videospot Malamente. Izkazalo se je, da gre za njen prelomni videospot, s katerim je tudi zaslovela na mednarodni sceni, in to v veliki meri ravno zaradi tega izdelka, ki ga je posnela režiserska skupina Kanada. Poglejmo si tole.